Lep dan, dobrodošli spet v mojih video komentarjih. Danes bi malo rad mogoče besedo dal na to, kaj je to luksus, se pravi, kaj je to nadstandard. Mogoče tisti opažate, ki kupujete ali spremljate nepremičninski trg ali nepremičnine, da se velikokrat oglašuje, ponuja nadstandardna nepremičnina, luksuzna nepremičnina in tako naprej. Zdaj, če sem jaz čisto odkrit, mislim, da v Sloveniji bi lahko skoraj na prste preštel tiste nepremičnine, ki so res luksuzne, ki so res nadstandardne, ne. Za marsikoga je ta pojem nadstandard, luksus pač po svoje določen, če sem čisto odkrit, pa pošten tle, seveda si vsak ta luksus nadstandard razlaga po svoje, ampak zdaj bom rekel, če nekdo ima, ne vem, veliko televizijo v stanovanju, to še ne pomeni, da je luksuzno stanovanje oziroma nadstandardna oprema in tako naprej, ne. Se pravi, kaj je to tisti luksus, ne? Ali je to zato, ker je obnovljena nepremičnina, ali zato, ker je, ne vem, večja nepremičnina, zato, ker imate bazen pred hišo, ali zato, ker imate, ne vem, veliko parcelo, odvisno, ne. Če je ta bazen narejen tako, kot je treba in je, bom rekel, nek mogoče brezkončni bazen oziroma neskončni bazen, ali je to nek bazen pravi v gradnji in je to nek, bom rekel, prave dimenzije bazen, ne vem, 15 metrov dolžina in tako naprej, potem lahko govorimo, da imate pač nek nadstandardni bazen, ne. Če imate bazen, ki je, bom rekel, PVC postavljen na travi, to pač žal ni nadstandardni bazen, ne. Enako velja pri nekih hišah, ne. Se pravi, če imate vi, ne vem, hrastov lep panelni parket noter, ki ste ga ravno položili in je zelo lep videti, to ni nadstandardni parket, je pa seveda lep parket, ne. Ne vem, nadstandardni parket je za mene recimo v hiši, ki sem jo jaz tudi pred leti prodal, oziroma prodajali, ki so ene od hiš, ki so imele, ne vem, pozlačene zlate delce oziroma lističe v parketu. To je recimo nadstandardni parket, ne. Ali pa keramika za 200 € kvadratni meter, ne, to je nadstandardni parket oziroma keramika in oprema, ki pa jo pri nas v Sloveniji žal zelo malo srečujemo. Tisti, ki ste mogoče kdaj po tujini kaj potovali ali pa srečali neke nepremičnine ali pa gledali mogoče po internetu neke predstavitve nepremičnin, vidite, kaj pomeni v tujini luksus in nadstandard. In seveda v Sloveniji smo še zelo daleč od tega res pravega luksuza, pravega nadstandarda, je pa tukaj seveda čist subjektivna ocena, kaj je za nekoga nadstandard ali luksus, ne. Jaz recimo vem, da je pred nekaj časa sem gledal na internetu, se je na slovenski obali prodajali, ne vem, 100 nadstandardnih luksuznih hiš, ampak od teh je mogoče po mojem mnenju samo 5 takih, ki bi res lahko rekli, ja, te so pa res neke posebne, so pa res nadstandardne, res luksuzne. Ne, in zdaj recimo, če imate nepremičnino na morju, še ne pomeni, da je vredna 1 milijon evrov, samo zato, ko je na morju ali v Kranjski Gori ali v centru Ljubljane. Ne, in tukaj je treba pač ločiti in ta luksus, ta nadstandard je pri nas, mislim, da zelo tak širok pojem, ne, po eni strani vse se vrže v tak žakelj, po drugi strani pa nimamo nič posebej luksuznega, nadstandardnega in tako naprej, ne, ampak mogoče je to vse odvisno pač od samega okolja, v katerem smo. Mislim, da počasi se bo tudi te stvari spremenile, torej da bo res neka selekcija med nekimi dobrimi, slabimi, nadstandardnimi nepremičninami, kar se tudi po tej zadnji tako imenovani krizi kaže, ker imamo že kar dosti nekih nepremičnin, ki so enostavno toliko manj vredne, da imajo res toliko nizko ceno napram nekim novejšim, na isti lokaciji, boljšim in tako naprej, da se to malo segmentira in dejansko ločuje neke te boljše, nadstandardne, več vredne zadeve in tako naprej, ne. Se pravi, luksus, nadstandard dejansko je tak pojem, ki ga mogoče v Sloveniji, vsaj pri nepremičninah, koliko je meni poznano, pa lahko rečem, sem že kar nekaj nepremičnin videl, še ne poznamo v pravem pomenu besede, oziroma vsaj mogoče na trg niso prišle, so pa že marsikje postavljene ali pa so ostale res hiše, ki so bi za naše pojme lahko rekli luksuzne, nadstandardne. Recimo en tak primer, ne, prodajajo se nadstandardna stanovanja v soseskah, po Ljubljani, po obali in tako naprej, ne. Zdaj, nadstandardno stanovanje v bistvu takih pravih, v bistvu še jih jaz sploh nisem videl, da bi bilo res tisti pravi nadstandard, ne. A veste, recimo, ne vem, prava nadstandardna soseska, recimo v tujini, ima neko pametno zasnovano arhitekturo, pametno zasnovano število stanovanj, privat interni bazen za stanovalce,
ki ga uporabljajo samo stanovalci, fitness v tem naselju noter in vse ostalo. Ne. Tega pri nas recimo ni, ne, se pravi, da bi imeli naselje z 50 stanovanji, pa bi imel privat bazen, ne vem, 25 metrski in tako naprej za lastnike stanovanj, ki bi ga uporabljali brezplačno, seveda bi pa vzdrževanje bazena plačevali. Ne? In zakaj je to tega ni? Zato, ker je pri nas v Sloveniji bila želja, pa še vedno je, zaslužiti čim več pri prodaji nepremičnin, čim več stanovanj zgraditi, namesto da bi 20 stanovanj riskirali in bi tam naredili bazen in bi bil to recimo nadstandardno naselje. Po drugi strani je pa problem, ker je pa marsikdo ne želi imeti bazena, ni pripravljen. Še vedno imamo primere, ko ljudje pravijo, jaz ne bom plačeval stroškov za dvigalo, ki v bistvu zdaj ni več nadstandard, 20 let nazaj je mogoče bil, ki mora biti v vsakem objektu, pa tudi če ima v končni fazi samo 2 nadstropji, ne? Ampak še vedno eni rečejo, jaz sem v pritličju, jaz ne bom plačeval stroškov. Imamo v tem drugo težavo, torej bi ljudje imeli nadstandard, ne bi ga pa plačali, ali pa ga ne morajo plačati. Zdaj to je čisto odvisno, govorim na splošno v nekem segmentu, kaj je to luksus, kaj je nadstandard. Torej, to je zelo širok pojem in jaz mislim, da v Sloveniji nam še kar manjka pri nepremičninah, govorim, kaj je to pravi nadstandard. Imamo pa seveda nekaj primerov, ki so bili na trgu, so se znašli na trgu, so se prodale, ali pa imajo neki posamezniki neke nepremičnine, ki so res mogoče nadstandardne, luksuzne, pa seveda niso na prodaj, ker so si jih pač zato naredili take, da bojo noter uživali in živeli, ne pa prodajali. In to je to. Mogoče, evo, to je to moje neko nakratko mnenje, mogoče neke komentarje spodaj pustite vi, kaj za vas pomeni nadstandard, pa poznate neke nadstandardne nepremičnine, ste jih videli in tako naprej in uživajte, lepo se imejte, pa mogoče še malo komentiramo pod videom. Adijo, srečno, adijo.